Hvala ti, Gospod, za tvoje maziljenje svetega duha. Prvo berilo, prerok Izaija. Bog se ozre na kesanje, na pravo voljo in da možnost, da se popravi človek predno umrje. Tako je naša naloga, da hodimo za Gospodom, da se pokesamo. Danes umirajo ljudje brez kesanja, velika večina, brez cerkvenega obreda, brez srčnega kesanja v duši, brez sprave, vsaj duhovne, vsaj v volji, z ljudmi in z Bogom. Smrt je tako pomembna kot rojstvo. In imamo večno dušo in bomo živeli v duhovnem svetu na drugi strani. Zakaj pravica, ljubezen, Bog, resnica ne more umreti? Tako Jezus Kristus ni mogel umreti in nam je pokazal, da je nadaljevanje. Tisti, ki so doživeli klinično smrt in so umrli v grehih, so bili tako srečni, da so bili rešeni. Kajti gledali so temo, doživeli demone, ki so jih mučili, zle ljudi, nesrečne ljudi. Eden, ki je bil celo neke vrste izgubljeni kriminalec, ker tudi ni imel prav staršev, ko je doživel te stvari in je videl tiste na drugi strani, ki so kričali, so rekli, Roni, bežijo tukaj, tu ni rešitve. Ko je prišel nazaj, se spreobrnil in celo postal pastor, duhovnik, recimo, protestantski, in je hodil v zapore in je tam delil vero z zaporniki. Kajti to izkustvo, ki ga ljudje doživijo ob klinični smrti, je navadno tako močno, da se spremenijo. Je življenje po tem življenju. Tako kot smo prišli v to življenje, ne da bi vsaj po naši znani pameti zaenkrat načrtovali, vsaj ne po našem vedenju, tako bo tudi presenečenje na drugi strani. Imamo večno dušo. V Evangeliju govori Gospod o tem, da je on celo večji kot tempelj. To je bilo bogoskrunstvo, če ni to res. In on je celo rekel, da je večji, da je on gospodar sobote. Kdo drugi je gospodar sobote, kakor Bog sam. Zato, zaradi takih Jezusovih besed, mi kristijani verujemo in je cerkev potem to skozi stoletja točno ugotovila, kako moramo sprejemati Jezusa, da je on Bog, kakor molimo, Bog od Boga, luč od luči, Bog rodi Boga, krava rodi kravo, žival žival, Bog pa Boga, rojen pred vsemi veki, da je on isti z očetom, eno z očetom. To so zelo težke stvari, da bi jih ljudje morali sprejeti, zato so ga križali. Zato te križamo ne zaradi dobrih del, ampak zato, ker si ti, ki si človek, pa se delaš Boga. To je bil Jezus obsojen. Kaj pa, če je to res? On je vse to dokazal s svojim življenjem, svojo žrtvijo, svojo ljubeznijo. In govori za apostole, da so kot duhovniki, da so brez krivde, kajti oni v tem hoji z njim upravljajo duhovniško službo reševanja ljudi, povezave z Bogom. Usmiljenja hočem in ne daritve. Sin človekov je gospodar sobote in je večji kot tempelj. Amen.